Čau, je Tamara tu. A si tudi ti med tistimi mečkem bolj sramežljivimi in ti je malo težje pristopati do ljudi? No, danes dajmo se malo pogovoriti o tem, kako si lahko olajšaš ta spoznavni del. Prvič, izberi prostor, ki ti paše. Če ti ne pašejo hrupni lokali, festivali, ne vem kaj, izberi knjižnico, izberi kavarno, torej nekaj, kjer se ti dobro počutiš, kjer se ti počutiš dovolj samozavestno, da lahko nekoga govoriš. Recimo, ful dobra opcija za bolj sramežljive osebe so spletni zmenki. To pa enostavno zato, ker je med tabo pa med potencialnimi simpatijami nek prostor, kjer se lahko dodobra spoznaš, še preden se vidiš v živo. Nekako prečekiraš, kdo ta oseba je. In tudi, ko prideš na zmenek, nekaj že veš o njem, se že na nek način poznaš. Pa samo poglabljaš na zmenku tisto spoznavanje. Potem drugič, pripravi se vnaprej. To pomeni, da se malo, ne vem, če rabiš meditacijo, se malo psihično pripraviš na to, da boš z nekom se pogovarjal, pripraviš se kakšno vprašanje, kaj te najbolj zanima, pa tudi malo razmisli, kaj boš o sebi povedal, ali povedala. Pač tudi ti moraš sebe nekako predstaviti v najboljši luči. Tretjič, postavi si majhne cilje. Že to, da prideš na zmenek, že to je dosežek za nekoga, ki je malo bolj sramežljiv. Najpomembnejše pri vsem skupaj pa je, da si ti. Da ne fejkaš, da si nekaj, kaj nisi. Če nisi humoren, če ne znaš vica povedati, pač ne govoriti, brez veze. Povej, komuniciraj tako, kot si, to, kar si. Kaj pa ti? Imaš probleme z navezovanjem stikov z čisto novimi ljudmi? Ali ne? Ali ti je to tako mimogrede? Povej mi v komentarjih. Smo na vezi. Čau!